Na neki točki sem vedela, ok, to sem že naredila, zdaj pa rabim pomoč. Sem to taka, da včasih rabim malo ta push. Sem rekla, ok. In takrat sem šla spet prek sebe iz finančnega vidika, ker imaš skozi strah, če bom zdaj ta denar dala, kaj pa če bo naslednji mesec nekaj prišlo. In to je ful težko spustiti, ker potem ti je grozen privoščiti si eno masažo. Ne vem, zrihtati zobe, karikiram, ampak ker si tukaj povezan s tem, kaj pa če... In takrat je bilo prvič, da sem si rekla, ne, grem čez to, vem, da mi bo koristilo in vem, ko sem prijavnino dala, sem imela v tistem tednu potem 3 nove stranke. In tudi preko NLP-ja so potem prihajale nove stranke. Ta del je bil res ena ful prelomna točka. No, zanimivo pohvalo si nam takrat dala, ko si zaključila NLP praktik in to je, da so se ti epileptični napadi zmanjšali za 75%. Vse to je bilo glih tisto, ne? Pri epilepsiji je tako, da to je glava, ne? In če ti ne znaš svojih misli umiriti, bo efekt slej ko prej se pokazal. In pri NLP-ju čez vse te tehnike sem jaz videla, kaj meni osebno najbolj odgovarja, kaj mi pomaga. Eno je bilo to, da sem hitreje ozavestila stvari, ki sem videla, da me res pravijo stira in na kak način se umakniti od njih. Drugo je pa enostavno, da verjamem, oziroma je dokazano, lahko si ti super fit, gledaš popolno, treniraš, super se prehranjuješ. Fizični del je eno, psihični je drugo. Oboje mora klapati.